Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje spodbujamo podjetništvo tudi s finančno pomočjo. Ljudje z vizijo so ljudje prihodnosti. In kje je zdaj ta tvoja briljantna poslovna ideja? Tukaj pred tabo stoji, veš. Sem razmišljal, da bi odprl svetovalnico za mlade, ki ne vedo, kater poklic bi izbral. Aj pa ti si meni idejo ukradel, ne moram verjeti. Ampak veš kaj, če si mi jo pa že ukradel, ne, pa lahko vsaj združba moči, ne, ker ti ne bi hotel biti moja konkurenca. Ja, ali pa ti moja, ne, zato je boljš, da združba moči in greva skupaj na pot uspeha, ne. Ej, veš kaj, sam ne smeva ponoviti te začetniške napake vseh podjetnikov. In to je? Ja, to je to, da morava preveriti tržišče, ne, in ugotoviti, če stranka izdelek, ki ga midva ponujava, zares potrebuje, ne, in take stvari, ne. Čakaj. To si pa prebrala verjetno v mojih zapiskih, ne. No ja, no, malo sem že pogledala, ne, a veš kaj, ne, moja spretnost pa tvoja urejenost, ne, to bi bila kar dobra kupčija. No, okoli spretnosti bi se lahko pogovarjala, prej bi rekel tvoja drznost. No, če ne prideva del od tega, bo prišla vsaj do Marka, pa do Mojce, ki naj zdaj verjetno že nestrpno pričakujeta, ker se veš, sva ima obljubila, da jo danes zvečer pokličem. Sam veš kaj, jaz mislim, da je vsem boljš, da greva prej še do te firme, tega soseda, ne, in pač dobiva še par informacij o teh zadevah, zato da bova lahko potem ima več povedala, ne. Pamet. Podjetnika danes najdemo v različnih poklicih. Običajno gre za človeka, ki združuje različne vire in skupaj z njimi potem izoblikuje lastno pot, lastno prihodnost in celo lastno podjetje. On je tisti, ki skrbi za rast, za razvoj, za odpiranje novih delovnih mest, kot tudi za samo uspešnost svojega podjema. Ej, a to je potem kar tako, ali kaj? Tebi se računalnik pokvari, oni pa kar pridejo in ti popravijo, ne? Ja, pokličeš, nimaš več problemov s tem, da bi nosil računalnik daleč. Če pa lahko me zmotim, z direktorjem sem govorila, prihaja, je še na sestanku, lahko mi začnemo, pa se nam on pridruži. Ti si Nina, ne? Ja. Ti se malo oseti, te moram nekaj vprašati. Ok, povej. Lej, po svetu je ta servisiranje na domu, ne, to je običajna praksa, ne. Tukaj v Sloveniji ste pa vi pionirji na tem področju. Ja. Mi smo sosed, dejansko računalniška pomoč, ki pride na dom. To pomeni, da ni treba več računalnika nesti na servis, ampak samo pokličete naše sosede in pridejo poštimati računalnik domov. Ampak Nina, ne, ti si tudi na nek način podjetnica, ne? In verjetno to ni nekaj, kar si ti od rojstva videla, ali pa kot majhna punčka, da si rekel, jaz bom pa podjetnica. Kdaj in kako se človek za kaj takega odloči? Ej, če ti po resnici povem, se mi sanjalo ni, kaj sploh to je. Včasih, ko smo bili mali, so govorili, ne vem, boš tajnica, boš, ne vem, ekonomist, boš odvetnik, karkoli, ne. Ne vem, hotela sem biti igralka, nekaj, kaj si 100% not, ne. In potem sem se srečala s tem in poskusila in je ful dobro, no, res. Koliko časa si pa recimo že v tem poslu ti? Zdaj soseda delamo že leto pa pol, pa še prej neke zadevice, tako da kar cel študij v bistvu, no. Si nabrala v bistvu ene izkušnje z tega področja, a mi lahko recimo svetuješ, kaj bi jaz potreboval, da bi postal dober podjetnik, recimo? Veš kaj, vsi se mi zdi, da razmišljajo o tem, kako mora biti neka huda ideja, pa kako moraš biti, ne vem, ful motiviran, da bi imel ful keša, ampak meni se zdi, da to ni to, ne. Prava stvar je, da razmišljaš o tem, kaj bi naredil, da bi bil svet boljši, kaj bi naredil, da neko potrebo določeno zadovoljiš od ljudi in mi smo prav to natripali, ne. Ne računalnika več nositi, ampak evo, zakaj ne bi kdo prišel pa kar doma poštimal, ne. In kaj je, no, tisto konkretno, kar vi ponujate svojim strankam? V bistvu to strokovnjaka na njihovem domu pride in popravi zadeve od, ne vem, virusov do namestitev tiskalnika, interneta in teh zadev, ne, in zraven še pojasni, kaj počne, ne. Ni, da samo šraufa, ampak je komunikativen. Nina, glede na to, da se v bistvu ukvarjate s popravili računalnikov, ne, verjetno veliko spremljate razvoj in pa tudi vlagate van, ne? Res je, ampak jaz mogoče nisem najbolj prava oseba za to.
Je pa direktor, ki ravno prihaja. Evo, Bravo, Petre, bravo, lep pozdrav. Živa. Čau. prav si prišel.